Itak je prazna. Iz ljubljanskega studia 136 gledate 300. oddajo Vesti na Vesti. Do medijskega tajkunstva nam jih manjka samo še 2864. Triglav. Tokrat začenjamo s športom. Sinoči je na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Po domače Brnikova pista pristalo letalo s 3 olimpijskimi medaljami, zlato, srebrno in bronasto, in Andrejem iz Brežic. Jaz sem vesel, da smo nekateri dovolj zgodaj prepoznali v Primožu izjemnega človeka, izjemnega športnika, izjemnega talenta in da so mu nekatera podjetja tudi priskočila takrat na pomoč, ko ni bil tak dan kot danes. Po sprejemu na letališču zvenečega imena so Primoža Kozmusa, prvaka v metu Kozmus diska, toplo sprejeli še v njegovih rodnih Brežicah. Še nekdo je tukaj, ki bi rad pozdravil našega olimpionika, dobitnika zlate medalje v Pekingu, predsednik vlade Janez Janša. Izvolite. Iz Brežic pa se nam sedaj javlja naš posebni poročevalec Luka Koper. Luka, se slišimo? Lep pozdrav v Ljubljano obema Katjama. Nahajam se v Brežicah, kjer se je pred nekaj trenutki končalo veliko zmagoslavno praznovanje ob prihodu našega zlatega, genialnega, briljantnega olimpionika Primoža Kozmusa, ki je v Pekingu za Slovenijo osvojil zlato medaljo. Ampak kaj nisi ti na morju? Ne, draga Katja, to se zdi na prvi pogled, saj te razumem, vendar v Brežicah je težko najti dovolj fotogenično mesto za TV prenos, zato smo se v temle olimpijskem improviziranem studiu odločili, da uporabimo tole digitalno kuliso. No in kako je bilo? Bilo je lepo. Z eno besedo, lepo. Navdušen sem bil nad sprejemom našega športnika, ki so mu ga pripravili njegovi sovaščani. Vzklikali so, peli, pili in se z njim veselili. Povedati je treba tudi, da je na oder vstopil naš predsednik vlade Janez Janša, nagovoril množico in požel huronsko navdušenje. Množica je dobesedno znorela. Ampak Luka, videti je bilo žvižganje. No, seveda, od levo usmerjenih medijev kaj drugega tudi nismo pričakovali, da bodo nastop Janeza Janše sprevrgli, ga prikazali drugače kot v resnici. Ne pozabimo pa, da v Brežicah ni tako kot drugje po Sloveniji. Brežice so majhna vas, kjer ljudje nimajo početi drugega, kot da mečejo kamne in žvižgajo. Zato se je tudi tam oblikovala lepa slovenska navada, da ob navdušenju izžvižgajo govornika. Hvala lepa, Luka Koper iz Brežic. Lep pozdrav. Nasvidenje. Zakaj imaš pa ti roko na ušesa? Nadaljujemo z neverjetno izvirnim načinom promocije kvalitetne slovenske godbe. Werner in Brigita Šuler sta se odločila za promocijo svojih albumov, ki bosta luč sveta ogledala v bližnji prihodnosti. Oglaševanje poteka na ljubljanski železniški postaji, ki je vsak dan polna tuje govorečih obiskovalcev. Kot kaže, njune ambicije presegajo meje domovine. Nedaleč od železniške postaje na sedežu Socialnih demokratov je vodja poslanske skupine Miran Potrč za prihodnji mandat napovedal boljše upravljanje Slovenije od trenutnega. Slovenija naj bi namreč v mandatu aktualne vlade demokratično nazadovala. Potrč pa je kot primer navedel oteževanje dela opoziciji v državnem zboru. Mi smo te probleme in ta vprašanja sprožili zato, da bi vam povedali, kako pomembno se nam zdi, da se način vladanja v tej državi v naslednjem mandatu spremeni. Na Potrčeve izjave se je v imenu Slovenske demokratske stranke odzval Branko Grims. Ego trip. Jaz bi ob tem samo spomnil, da so Slovenijo upravljali kar eno dobro desetletje na enih 5 desetletij podlage
pa moram odkrito priznati, da se ne spominjam, da bi jo upravljali boljše, bolj uspešno, gospodarsko bolj uspešno ali pa bolj demokratično. SD ob morebitni zmagi obljublja povrnitev zaupanja v poštenost politike, kar nameravajo doseči tudi s krepitvijo civilne družbe. Branko Grims se je tej obljubi takole posmehoval. Veste, ko pogledaš recimo v barvah tole silno slovensko civilno družbo, je že kot tista reklama, se boste spomnili, ki je bila včasih za zobno pasto. Mamiša je vše rdeče, se še spomnite tega, tovariši. Ljubljanski Zoran župan Janković se še ni odločil, koga bo podprl na jesenskih volitvah, je pa zatrdil, da nikoli ne namerava sesti v parlamentarne klopi. Ja. A nista videli jutar? Ni pogoj, ne grem nobeno listo, da bi šel v parlament, tudi za 6 mesecev. Bil sem vabljen na dvakrat na komisijo in tisti je parlamenta zadosti. Če sem kaj, se lahko bom sam zdržal oblasti. Edvin Tavčar, nekdanji uslužbenec Kobilarne Lipica, davčni inšpektor in državnozborski kandidat Lipe Đorđe Perić, nekdanja direktorica Primorskih novic in kandidatka stranke Zares Barbara Vernik in drugi so na novinarski konferenci spregovorili o svojih izkušnjah na delovnih mestih. Vernikova je povedala, kdo je kriv za njihove težave. Oblast. Zato, ker ne funkcionira na nek način pravna država, zato, ker tako oblast kot dotični odvetnik omalovažujejo policijo, tožilstvo, torej Franci Matos, da podarimo. Franci Matos. To se pravi, za njih so vsi nič vredni. Kako naj ta sistem deluje? Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Irena Zdolšek, prva slovenska diplomirana profesorica CITER, nam je na Jazintiju velikodušno pokazala svoje 1,30 cm dolge citre, ki jih večina glasbenikov iz tujine sploh ne prepozna. Irena je študirala v Nemčiji, naredila sem tale Richard-Schaas konzervatorij v Münchnu, 4 leta sem bila gor v Nemčiji, in sem zdaj že 1 leto doma. A to pomeni, da si mogla kakšne sprejemce delati? Ja, sprejemni so bili, diplomski nastop, koncerti, predavanja, teoretično vse v nemščini. Prav CITRE sem študirala, pedagoško, ne? Še vreme. Edini škrlatni vitez slovenskega rodu? Kardinal Franc Rode. Egotrip. Krščanstvo opozarja, da iz tega, pravzaprav, iz teh teženj, iz teh želja, iz tega hrepenenja je treba iti ali pa iti do dna tega. Namreč vsem tem je želja po nesmrtnosti. Iz ljubljanskega studia 136. To so bile jubilejne 300. Vesti na vesti. Z vami sva bili Katja in Katja. Nasvidenje. Ugasno Jurške!